Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni. V veliko čast in veselje mi je, da lahko danes v naši sredini gostim evropsko poslanko in pripadnico politične skupine Renew Europe, gospo Irino Jovo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani in seveda en lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. V zadnjih mesecih vas večkrat opazimo na relaciji med Ljubljano in Brusljem oziroma Strasbourom. Zdaj je najbrž tudi v Evropskem parlamentu vse predkoronsko. Ali se je vendarle kaj spremenilo glede dela, čeprav je več fizične prisotnosti? Ja, drži. Dejansko sem sama v Bruslju vsak teden praktično, oziroma tudi v Strasbourgu, seveda na plenarnih zasedanjih enkrat na mesec. Tako da z tega vidika je nekako vse nazaj v normali, če lahko tako rečem. Večina stvari je res že predkoronska, kot ste povedali, torej plenarna zasedanja, vsi odbori, tudi sestanki, kakšni. Določene stvari so pa ostale z možnostjo sodelovanja oziroma delovanja nadaljavo. Torej, politična skupina, ki ste jo omenili, Renew Europe, ima še vedno opcijo sodelovanja preko spleta oziroma preko določenih sistemov. Tudi kakšni pripravljalni sestanki imajo še vedno možnost. Tako da je v bistvu malo mešano, bom rekla. Malo predkoronsko, malo pa še z to opcijo, ki jo izkoriščamo določeni. Jaz zase lahko rečem, da sama še vedno dostikrat izkoristim to možnost oziroma jo izkoriščam, kjer se to da, ker se mi zdi smiselno in prav, da vzamemo pozitivne stvari, ki smo jih dobili. In definitivno je ena od teh pozitivnih stvari v tej nesrečni koroni bila to, da smo vzpostavili nek sistem, ki je prav, da se ga uporabi takrat, ko se ga da. Mi je pa žal, in to moram povedati, da ne izkoriščamo tega sistema recimo pri glasovanjih, ki jih imamo na plenarnih zasedanjih, pa ne zato, ker bi bilo tako lažje ali ker se mi ne bi dalo hoditi v Strasbourg, to ni noben problem, ampak bolj z vidika te transparentnosti, ker s tistim sistemom se dejansko glasoval za čisto vsako dopolnilo in vsako na koncu resolucijo ali akt ali karkoli drugega, tako da se je zabeležilo in je lahko recimo vsak državljan ali državljanka pogledal, kako si ti glasoval. Zdaj smo pa spet nazaj na tistem sistemu, ki je prej veljal, ker včasih gremo samo z dvigovanjem rok in recimo nekdo potem ne more pogledati, kako si glasoval. Se pa marsikdo od poslancev kdaj skrije za tem, ker ni potem jasno oziroma nikjer vidno, kako je glasovanje teklo, tako da mi je res žalno, da ni več te transparentnosti, ampak vsaj določene stvari smo izkoristili. Kar se mene tiče, osebno se je najbolj spremenilo seveda to, da sem vmes dobila otroka in zaradi tega dejansko res izkoriščam delo nadaljavo, kolikor se da, oziroma precej več delam iz Slovenije. Torej ne od doma, ampak iz Slovenije in potem tiste tedenske obiske v Bruslju zgostim recimo na 2 dneva. Sicer je to potem delo od jutra do večera, ampak je vsaj dnevno manj, zato da potem večino ostalih stvari opravim lahko v Ljubljani. Hvala. Torej, delo, ki ga v okviru svoje poslanske funkcije opravljate, nedvomno vzame veliko časa. Ko temu prištejemo še potovanja v Bruselj, Strasbourg, ostale službene poti in seveda družino, imate majhnega otroka, kot ste omenili, časa verjetno ne ostane prav veliko. Kako se soočate s tem ritmom, kako usklajujete delovne obveznosti in materinstvo? Zdaj, mogoče naj omenim, da zame v bistvu ne eno, ne drugo ni obveznost, ampak jaz na to gledam nekako kot na privilegij. Torej na delovni privilegij, ker mi je res privilegij, da sem bila izvoljena in da počnem to, kar počnem, da sem evropska poslanka, predstavnica ljudi v Evropskem parlamentu oziroma Evropski uniji. In seveda tudi materinstvo in eno in drugo je res izreden privilegij, je pa res, da tudi ne eno, ne drugo ni najbolj enostavno, torej kombinirati vse skupaj. Zdaj, jaz, ko sem recimo v službi v tujini, se recimo, da spočijem od stvari doma. Ko sem pa doma, se spočijem od službe v tujini, ampak nikoli pa nimam počitka zase, da bi rekla. Torej, v bistvu se nikoli ne spočijem zares, ker je vedno kar precej pestro in v službi in doma, seveda, ker je Mila stara 1,5 leta, tako da si lahko predstavljate, kako je, in zelo živahen otrok. Ampak sem ugotovila tudi, da manj ko kompliciraš, lažje je. Zato sem izredno spontana in res
poskušam čim manj zapletati življenja sama sebi dodatno in se potem nekako vedno dano. Na koncu je vedno vse v redu. Ampak jaz to, da je res ogromno enih stvari v bistvu sprejemam kot nek izziv, ki ga včasih bolj, včasih manj uspešno rešujem, ampak na koncu je vedno vse tako, kot mora biti. Si pa ne želim, da bi se o tem pogovarjali v tem smislu, da sem jaz recimo evropska poslanka, ki ima otroka, ampak dejansko se želim, da je to nekaj popolnoma normalnega in samoumevnega in mogoče tudi želim biti en zgled kakšni punci, ženski, ki si želi vstopiti v politiko, ki naj bi bila moški svet, pa ne sme biti tako in da se zaveda, da je možno. Torej in imeti družino in imeti uspešno kariero, ker se ne eno, ne drugo ne izključuje. Res se ne, kvečemu dopolnjuje. Lepo. Kako pogosto pa vam uspe obiskovati Gorenjsko, predvsem Jesenice? Ja. Nažalost, moram biti iskrena in povedati, da ne več tako pogosto kot nekoč, oziroma kot bi si tudi sama želela. Zdaj, moj oče je v pokoju in on precej lažje se prilagaja oziroma svoj čas prilagodi meni in vnukinji in je lažje, če on pride v Ljubljano, ker dostikrat seveda tudi čuva svojo vnukinjo in tudi zaradi tega je potem precej manj teh mojih obiskov domov. Če grem seveda takrat, da se podružim s prijatelji iz otroštva in mladosti ali pa da obiščem mamin grob. In vedno pa povem, vedno vsakič znova, da so Jesenice moje mesto in niso grde in niso sive, moje so in sem res ponosna na vse, kar sem doživljala v otroštvu in mladosti in imam res krasne spomine in jih ne bi zamenjala za nič na svetu. Lepo, torej seveda mi jih poznamo kot rdeče Jesenice, vsaj iz pesmi, ne? Ja, rdeča je barva mojega dresa tudi. Lepo. O spremembi načina dela sva nekaj že govorila. Delo v Evropskem parlamentu je zagotovo razgibano in zanimivo. Kako bi opisali tipičen delovni dan v Evropskem parlamentu? A veste kako? Tipičen delovni dan v Evropskem parlamentu je netipičen. Ker če je tipičen, potem nekaj ni v redu. Torej, izredno je razgibano, vsak dan je nekaj drugače ali novo ali ni. Recimo, ne morem povedati, da je delo od do, ker to ne obstaja. To je v bistvu delo 24/7 z vidika, ne z vidika, da smo 24/7 prisotni fizično recimo v parlamentu, ampak dejansko smo vedno dosegljivi, recimo v današnjih časih seveda prek telefonov. Vedno je nekaj, vedno se nekaj dogaja in dnevi so res tako različni in tako pestri in dinamični, da ni nekega tipičnega. No. Čisto odvisno je od tedna, recimo, če je teden plenarnega zasedanja, je delo od 9 zjutraj do polnoči, vmes so razprave, glasovanja, v bistvu je tisti teden nekako najbolj intenziven. V mesecu potem so tedni odborov, kjer so seveda tudi določena glasovanja ali neke konkretne razprave vezane na področje dela tvojega v odboru, v katerem si. Potem so tedni političnih skupin, ki so bolj namenjeni nekim analizam ali pripravam na določena glasovanja, torej da se čim bolj uskladimo v svojih glasovanjih. Tukaj so sestanki 1 na 1, veliko stvari se lažje zmeni človek ob neki kavi, ne, kot recimo na nekih formalnih sestankih, tako je v politiki dostikrat tudi. Potem so razna srečanja, sprejemi obiskovalcev, ki pridejo, dogodki, konference in tako dalje. Tako da je res izredno široka paleta vsega in ni tipičnega delovnika. Nedavno ste v nagovoru na kongresu stranke Gibanje Svoboda, ki sedaj pripadate, dejali, navajam, raje izgubim kakšnega volivca zaradi svoje nenarejenosti in iskrenosti, kot pa da kakšnega dobim zaradi manipulacij in laži. Kako težko je ostati iskren v politiki in zvest samemu sebi? Ja, zelo dobro vprašanje. Meni osebno ni težko, zato ker jaz vem, kdo sem in kaj sem in od kod prihajam in kaj ne želim postati, bom tako rekla, in kaj želim ostati. In res se vsak dan znova trudim to doseči, ta svoj cilj, ki je v bistvu moj glavni cilj ali moje glavno vodilo pri vsem, kar počnem že prej in mogoče še toliko bolj zdaj, no, ko sem v politiki, ki ni ravno najbolj priljubljena, nažalost, med ljudmi. In jaz delam tako, da vsak večer pred spanjem,
ko predeluješ dan, se vprašam, če grem lahko mirno spat. In če je odgovor da, in vedno je da, je vse v redu. In zjutraj, ko se zbudim, da se zbudim s čisto vestjo. To je najbolj pomembno. In z tega vidika potem vedno zmagam. Torej, da res ostajam zvesta sama sebi. Mogoče sem se na začetku malo bala, da bi tudi mene odneslo, ker marsikoga odnese, ko stopi v neko tako pozicijo, ki je roko na srce lahko tudi precej močna, odvisno, kako si vzameš in z katerega vidika, ampak jaz tega ne želim gledati na tak način in jaz sem obljubila volivkam in volivcem, da res nikoli ne bom pozabila, tako kot sem rekla, odkot prihajam in kdo sem in zakaj sem tu, kjer sem. Ker nisem zaradi sebe ali zase, ampak zato, ker sem bila izvoljena in zaradi tistih, oziroma zaradi vseh Slovenk in Slovencev sem tukaj, kjer sem. Na začetku sem se bala, tako kot sem rekla, mogoče malo, ampak zdaj se ne več, res se ne. Zato, ker vsak dan, ker dnevno srečujem kolegice in kolege, ki se jim je to zgodilo in me to potem vsakič znova opomni, da jaz pa res si tega ne želim in je potem z tega vidika nekako lažje ali pa se bolj zavedaš, da je to po mojem čisto odvisno od karakterja in moj karakter je tak, da pač tega ne dopuščam, ker če bi si dopustila ali pa če bi bil kdaj odgovor na tisto moje večerno vprašanje ne, potem sem v bistvu po domače povedano zafrknila vse, za kar se zavzemam v življenju in tega si res ne želim. Absolutno je treba sklepati kompromise v politiki, saj vemo, včasih je treba tudi popustiti ali pa kaj pogoltniti, ampak določene stvari pa morajo ostati načelne in moralne in pač se ne sme od njih odstopati. In jaz imam zelo dobro razdelane te zadeve in od teh zagotovo ne bom odstopala. In glavno je to, da se moramo zavedati, da smo mi tam, kjer smo, zato da omogočamo boljše življenje ali pa boljše pogoje za življenje ljudem. In to mora biti glavno vodilo pri vsem, kar počnemo. Torej ne, da smo mi nekaj ali da nekaj pridobimo, izgubimo, ampak da delaš tako, da je najboljše za družbo, kolikor se seveda da, kolikor je v pristojnosti tebe, recimo mene kot evropske poslanke v tem primeru. In tudi naša politična skupina Renew Europe ima izredno dobro dodelane prioritete glede tega in res ne odstopamo. Vse se tudi mi včasih, ne bom rekla skregamo, ampak imamo določena različna stališča, s tem seveda ni nič narobe, smo liberalna skupina in tako je prav, ampak določena so pa tam, kjer so z namenom, to so temelji Evropske unije, Slovenije, demokracije, če želite, in od tega res ne odstopamo, od spoštovanja vladavine prava, od spoštovanja temeljnih človekovih pravic, svoboščin, od spoštovanja ali zagotavljanja enakosti in tako naprej. Torej, to so tiste stvari, ki res morajo biti zastavljene tako, kot so in se ne sme pogajati sploh o teh stvarih. Torej, kako pa se v svojem vsakdanu soočate z negativnimi komentarji, ki jih politiki kot javno izpostavljene osebe prejemate? To je pa, bom zelo iskrena, čisto odvisno od tega, kako je napisan ta negativni komentar ali na kaj se nanaša. In me osebno sicer ne ganejo, da bi me res osebno nekaj prizadelo, mi pa včasih tudi pride do živega, ampak bom razložila zakaj. Osebno me ne gane zato, ker jaz, kot sem rekla, vem, kdo sem in kaj sem in verjamem, da to vejo tudi tisti, ki me poznajo ali vsaj dovolj dobro poznajo. Se mi zdi pa problem vedno večji, pravzaprav to, da je vedno več tega negativizma, te negativne energije, tudi potem posledično negativnih komentarjev, pa ne zaradi mene, ampak čisto res nasplošno gledano, da so ljudje res razočarani in jezni tudi nad politiko, v bistvu upravičeno delno, ker del politike nažalost izrablja to njihovo jezo in to njihovo razočaranje, ampak izrablja zase, zato da gradi sebe ali svoje programe ali svojo bazo ali kakorkoli s temi nekimi umetnimi delitvami ljudi na, ne vem, leve, desne, zgornje, spodnje, rdeče, bele, kakorkoli, zelene, črne. Potem ljudje nekako mečejo nas vse v isti koš. Meni se to posploševanje ne zdi pravično in jaz želim vsakič znova dokazati, da jaz ne spadam v tisti koš ali pa v tisti del te politike. Absolutno pa razumem ljudi,
po tej strani, ampak problem je, ker ti negativni komentarji niso povezani z vsebino, ponavadi. Ne? Če so vedno, ne vem, na podlagi videza ali pa na podlagi mojega porekla ali pa na podlagi neke popolnoma izmišljene zadeve, ne, ki sploh ni resnična niti malo. Ali pa je zmanipulirana, ker določeni so mojstri tudi v tem. In mene v bistvu res boli z tega vidika, ne, torej, kaj je politika pri nas postala zaradi dela, tako kot sem rekla, politike in na kakšno raven se je spustila debata. Tudi na političnem prizorišču in se je to potem preneslo na družbeno prizorišče, ker je res na dnu, no, bom tako rekla. In zato so odgovorni določeni ljudje, ki si jih jaz v resnici niti ne želim več v politiki in kot je videti tudi večina ljudi ne. No, navezala se bova ravno na te politične oziroma volilne zadeve. Minulo nedeljo je v Sloveniji potekala minula nedelja je v Sloveniji potekalo v znamenju referendumov, ko smo odločili o usodi kar 3 zakonov, o vladi, o RTV Slovenija in o dolgotrajni oskrbi. Sami ste v sklopu dela odbora za kulturo zelo aktivni tudi na področju medijev. Kako ocenjujete izid morda najpomembnejšega referenduma glede RTV Slovenija? Jaz niti za stotinko sekunde nisem podvomila, res ne, da se bodo ljudje odločali tako kot so se, torej da se bodo odločili za boljšo javno RTV. Mi je pa žal, da ta del politike, o katerem sem prej govorila, je izrabil tudi to, se pravi referendume za neke svoje cilje. In še več, tudi potem, ko so bili rezultati znani, ljudje so z gladko večino povedali, kaj si mislijo o depolitizaciji javne RTV, ki se bo zdaj, upam, čim prej tudi zgodila zaradi njihove volje na referendumu. Oni so si potem drznili reči, da so bili ti ljudje zavedeni, brezsramno. Celo drznili so si primerjati trenutno Slovenijo z nacistično Nemčijo, kar je dejansko res nesprejemljivo in tega si v resnici nihče v politiki ali kakorkoli, kjerkoli drugje ne bi smel privoščiti. Tako da sem res srečna in vesela, da so ljudje ugotovili in uvideli in res se odločili tako, kot so se, ker bo to definitivno boljše za javni medij. V Evropskem parlamentu se medtem že ukvarjate s pripravo prihajajočega Evropskega akta o svobodi medijev. Bo ta lahko v zadostni meri ščitil medijsko neodvisnost? Jaz sem prepričana, da bo zagotovo v boljši ali v večji meri, kot je to omogočeno doslej. Ker mi si s tem Evropskim aktom o svobodi medijev želimo določena orodja sprejeti, da bo lahko tudi Evropska unija kot taka ukrepala, če bo to potrebno. Ker medijska avtonomija oziroma svoboda je marsikje ne samo narušena ali porušena, ampak neobstoječa. Govorim o Madžarski in Poljski, ampak bova mogoče o tem kaj več malo kasneje. In ta Evropski akt si želi, če povem res čisto po domače, to, da če se nekje nekaj hudega zgodi ali dogaja, se pravi v zvezi z neodvisnostjo medijev, ki je tudi eden od temeljev in eden od tistih načel, pri katerem se ne sme popuščati ali kakorkoli pogajati o tem. Če se zgodi, recimo, kot se je v obdobju prejšnje vlade zgodilo to, da so brezsramno kršili zakonodajo in blokirali financiranje Slovenski tiskovni agenciji, na primer. In takrat Evropska unija, komisija, parlament, kdorkoli, nismo mogli storiti čisto nič, razen tega, da smo pozivali ali da so pozivali vlado naj začne upoštevati zakonodajo in da so bili zaskrbljeni. Ne? In s tem Evropskim aktom o svobodi medijev, ki bo zakonodajno obvezujoč, bodo na voljo močnejša orodja za neko tako stvar. Konec koncev bo možen tudi nek postopek tožbe zoper državo ali vlado, ki bi to počela. Tako da z tega vidika je definitivno izredno pomemben. Jaz bom po vsej verjetnosti v imenu Renew Europe poročevalka za ta akt. Lotili se ga bomo predvidoma takoj po novem letu v parlamentu in res računam na en dober tekst, ki bo
ravno to, no, zagotavljal medijsko neodvisnost in preprečeval politična vmešavanja in preprečeval napade, pritiske na novinarje, ki jih je res vedno več. Poleg tega bojo še določene druge stvari na digitalnem področju in na področju vohunjenja, ampak če se osredotočva samo na medijsko neodvisnost, ker to bo v bistvu res najbolj ključna stvar tega akta in upam, da nam bo v prihodnjem letu to v bistvu potem uspelo spraviti pod streho, ker je treba hitro reagirati v določenih primerih. In kaj po vašem mnenju predstavlja največjo grožnjo medijski neodvisnosti? Ravno to, kar sem že omenila, torej napadi na novinarje. Ni jih tako zelo malo in niso tako zelo daleč, kot se morda komu zdi. Pritiski na novinarje konec koncev lahko privedejo tudi do skrajnih primerov, do umorov. Videli smo v Evropski uniji, videli smo to na Slovaškem, videli smo na Malti, videli smo v Grčiji. Tako da ni tako zelo oddaljeno. To je res skrajni primer, ampak ta skrajni primer nas mora opozarjati, kaj se lahko zgodi, če medijske neodvisnosti ni. In to je res največja grožnja. In cenzura in absolutno politično vmešavanje, ki si ga ne želimo v medijih sploh in ga ne sme biti. In ko že govorijo o grožnjah medijem, tukaj se v javnosti največkrat pojavlja Madžarska. Sama ste se kot članica delegacije odbora za kulturo v Evropskem parlamentu nedavno udeležili delovne misije v Budimpešti, kjer ste ocenjevali stanje na področju kulture, izobraževanja in medijev v državi. Kako bi povzeli vaše ugotovitve? V bistvu tukaj spet moram govoriti o tistih mojstrih zavajanja in manipulacij oziroma tistem delu politike, o katerem sem prej govorila, le da je na Madžarskem to na 100 potenco. Ne morem drugače opisati ali pa bolj slikovito od tega, ker tam je pa res vse podrejeno eni stranki oziroma oblasti oziroma Orbanovemu režimu, če sem zelo konkretna. In tam ni neodvisnosti sploh državnih regulatornih agencij, medijev. Javni mediji so v bistvu javna propaganda in ne mediji. In ena stranka je prevzela popolnoma vse vzvode moči, tudi pri tistih institucijah, ki a priori morajo biti neodvisne. Ne? In enako je tudi v izobraževanju, na področju izobraževanja na Madžarskem, ker smo tudi glede tega imeli misijo. Torej, vse gre po principu, če nisi naš ali pa če nisi z nami, se poberi. Te ne sme biti. Tam so učbeniki prilagojeni, ideološko prilagojeni, tam so učni načrti zelo prilagojeni željam in resnici te ene stranke oziroma režima. Poleg tega imajo učitelji tam res izredno nizke plače, to govorim o 600 evrih, res nizke, s tem, da je Madžarska država z eno od najvišjih inflacij v tem trenutku. In še poleg tega, torej za piko na i so jim s spremembo zakonodaje prepovedali stavkati oziroma prepovedali karkoli kritičnega povedati, ker tisti, ki so bili preglasni, so odpuščeni. In jaz sem se res pogovarjala in z učitelji in z novinarji in z predstavniki oblasti. In se mi zdijo te misije izredno pomembne ravno zaradi tega, da se torej greš na teren, tudi kot evropski poslanec, da se prepričaš na lastne oči, na lastne ušesa, da slišiš vse strani, da poslušaš vse strani in da se potem na podlagi tega odločiš, ne? Ali pa ugotoviš, kako in kaj. In res ne pretiravam in ne dramatiziram, ko rečem, da je tam stanje katastrofalno. Ne samo, da tam ne moreš niti ubraniti neodvisnosti institucij ali medijev, ker te neodvisnosti sploh ni. In bi jo bilo treba na novo zgraditi. Kako? Ne vem, ampak vem pa, da je tudi na Poljskem situacija izredno huda. In tudi na Poljsko nameravam na misijo v okviru prav tako odbora za kulturo, po vsej verjetnosti maja. In me skrbi, da bodo moje ugotovitve od tam podobne, zelo podobne. In jaz si res ne želim ali pa ne privoščim tega, kar smo tam ugotovili nikomur. Ne Madžarom, ne Poljakom, nikomur. Še najmanj Slovencem, recimo, ker smo bili na dobri poti tja s prejšnjo vlado. In te stvari je treba ustaviti. In že omenjeni Evropski akt o svobodi medijev bo zagotovo eno od orodij, ki bo to ustavljal. Torej, Poljska in Madžarska sta državi, ki jo povezujemo s kršenjem načel vladavine prava,
pri čemer je bila Madžarska, kot ste že omenili, že večkrat opozorjena od Evropske komisije. Nedavno pa je komisija zavrnila oziroma zamrznila tudi del sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Ali mislite, da je zamrznitev sredstev učinkovit način boja proti nespoštovanju načel, pravil pravne države? Ja, drži, komisija je to, bom rekla, dokončno storila ali pa bolj jasno, bolj odločno in jaz res upam, da bodo temu njenemu predlogu sledile tudi države članice, torej v svetu. Zdaj ta rešitev, dokler se ne sprejme nekih korenitih reform, ki bi v bistvu na novo vzpostavile sistem tam, oziroma vzpostavile pravno državo, ta rešitev, da ni izplačil, dokler tega ni, se mi zdi v tem trenutku ne samo primerna, ampak v bistvu edina možna ali pa edina logična. Zato, ker to so sredstva, to je denar evropskih davkoplačevalk in davkoplačevalcev, torej tudi slovenskih. In meni se zdi nepredstavljivo, nepojmljivo in nesprejemljivo, da se s tem denarjem financira nek tak režim. In konec koncev lahko govorimo tudi o korupciji. Bo pa treba najti način definitivno, kako ta sredstva vendarle izplačati državljankam in državljanom na Madžarskem, ne? Ker za to, kar se tam dogaja, je kriva vlada. Bodo ta sredstva morala iti nekako mimo te koruptivne in liberalne vlade. Do te rešitve bo pa tudi treba priti. Upam, da čim prej. In kako bi se po vašem mnenju lahko Unija bolje spopadala s takšnimi državami, nekaj ste že povedali, in kaj bi recimo morali storiti, da do takšnih kršitev sploh ne bi prihajali? Zdaj, mogoče lahko začnem s tem, da če bi zdaj sprejemali Madžarsko in Poljsko v Evropsko unijo, one dve ne bi mogle sploh vstopiti v Evropsko unijo zaradi takih vlad, kot jih imata, ker so kriteriji taki, ne? In tisti kriteriji, ki jih recimo zdaj mi ali pa Evropska unija zahteva od držav, ki se trenutno še pogajajo za vstop v Evropsko unijo, so strogi, upravičeno strogi, da se razumemo, ampak po teh kriterijih ti dve državi nemogoče, niti tehnično, niti politično ne bi bili sprejeti v politično skupnost Evropsko unijo. In tu se v bistvu po mojem mnenju nakazuje neka ta rešitev, o kateri takrat niso razmišljali na ta način, ne, da bi recimo po sprejemu določene države članice še sploh morali karkoli preverjati, da bi se dejansko lahko stanje tako drastično poslabšalo ali obrnilo. Tako da mogoče bi bilo treba razmišljati o mehanizmih, da bi bili določeni tudi na tak način, kako naprej ali pa kako postopati, če se stanje tako drastično obrne na glavo oziroma poslabša. Torej, da nismo tako strogi samo do tistih, ki še prihajajo v našo skupnost, ampak da smo enako strogi, najmanj enako strogi tudi do tistih, ki so že del te skupnosti. No in kot sem že omenila, ste članica odbora za kulturo. Evropska unija veliko pozornosti posveča ohranjanju in varovanju kulture in kulturne dediščine, katere pomemben sestavni del je tudi materni jezik. V povezavi s tem ste nedavno na vodstvo digitalnih platform Amazon Prime, Disney Plus in Netflix naslovili poziv, naj svoje storitve in vsebine ponujajo tudi v slovenskem jeziku. Nam lahko zaupate kaj več glede odzivov vodilnih pri omenjenih korporacijah in ali menite, da bodo vaše prošnje za večjo dostopnost storitev in vsebin v slovenščini na digitalnih platformah dosegle svoj namen? Ja, drži, to sem res storila, septembra, mislim, da je bil september. In jaz vam lahko povem, da je bil namen, tisti prvotni ali pa glavni, ključni namen dejansko dosežen, zato ker stvari se zdaj premikajo in moram reči, da mi je res v veliko zadovoljstvo, ko vem, da sem delček tega pa po mojem tudi prispevala sama k temu. In očitno se da, čeprav se premika počasi, ne morem reči, da bo zdaj jutri že vse v redu, ampak v bistvu je, da se premika in to res šteje. Absolutno je pa to šele začetek, tako kot sem rekla, pismo sem jaz poslala septembra. To sem že takrat napovedala, da bo nek tak prvi korak, ampak poslala sem ga zato, ker je preprosto dejstvo, da slovenščina kot jezik mora biti obravnavana enakopravno. Že zato, ker je enakopravna
v Evropski uniji. Mi imamo 24 uradnih jezikov v Evropski uniji in eden od teh je tudi slovenščina. In sploh ni pomembno, a nas je 2 milijona, a nas je 20 milijonov, a nas je 20 tisoč konc koncev. To sploh nima nobene povezave z ničemer. In tudi ni pomembno, a mi znamo tuje jezike, recimo, ker marsikdo od nas zna zelo dobro tuje jezike, ampak ni pomembno. Preprosto ne smemo dovoliti diskriminacije na tem področju in jaz si to želim in jaz si za to prizadevam, ker je treba recimo, film ali serijo omogočiti ogled tega vsem tistim, ki si to želijo ali pa ki lahko dostopajo do teh določenih platform. Torej vsem Slovenkam in Slovencem, tudi tistim, ki pa mogoče ne znajo vseh tujih jezikov ali pa ki ne znajo še tujih jezikov, recimo otroci, v prvi vrsti pa vsem slabovidnim, slepim, gluhim, naglušnim ljudem. Ker tisti so pa res tukaj, se mi zdi, najbolj prikrajšani in to absolutno ni pravično. Zdaj, kar se odziva konkretnega, recimo teh 3 omenjenih platform tiče, lahko povem zelo direktno, da lahko trenutno govorimo o enem odzivu in to je odziv Netflixa, ker sem z njimi oziroma s evropskimi predstavniki te platforme imela sestanek. Ampak moram biti tudi direktna in povedati, da ne pričakujem od njih v tem trenutku veliko, zaradi določenih odgovorov, ki so jih podali. Ampak jaz v tem v resnici ne vidim problema, ampak vidim izziv, zato ker me je to samo še bolj podžgalo v tem, da bom storila da je očitno treba storiti še več in da bom storila še več in šla še korak, 2, 3, bomo videli, dlje od tega pisma. Zato, ker jaz v prihodnjih tednih, to tudi lahko povem, nameravam to javno pismo razširiti še na ostale kolegice in kolege v Evropskem parlamentu, tiste, ki prihajajo iz držav, ki se soočajo z enakimi ali podobnimi težavami kot mi. Poleg tega pa tudi že intenzivno delamo na načrtu, kako te direktorje pripeljati v Evropski parlament pred člane odbora za kulturo na javno zaslišanje, da se tudi tam malo pogovorimo, kako pa kaj. Ker neenakopravna obravnava jezika ni edina stvar ali pa edina problematična stvar, ki jo ta podjetja imajo. Zato ne dvomim, da bodo kolegice in kolegi za to, da se z njimi pogovorimo tudi na tak način. V skrajnem primeru gremo lahko tudi v spremembe zakonodaje, ampak bomo šli lepo počasi, korak za korakom, tako kot sem opisala, iz tega pot res ne bo lahka in dolga bo, ampak ta pot je prava. In to je vse, kar šteje. Lepo. Veliko svojega dela osredotočate na mlade, verjetno tudi zato, ker sami spadate mednje. Kaj menite, da kot ena izmed predstavnic mlajše generacije doprinašate Evropskemu parlamentu in Uniji kot taki in morda tudi parlament, kaj daje vam v oči česa? Ja, jaz sem mlada ali pa predstavnica mlajše generacije, bom tako rekla, ker spet nisem zdaj rosno mlada, ampak v bistvu ni to nek glavni razlog, se pravi moja mladost za usmerjanje tega, kar počnem. Jaz se na mlade osredotočam zato, ker so oni naša prihodnost. In jaz mogoče to vidim zdaj še toliko bolj, ko imam doma eno punčko, za katero si želim, da ima omogočene dobre ali čim boljše pogoje za svoje življenje. In se mogoče zato še toliko bolj trudim za kako ne rečem, nove ali naslednje generacije. Zdaj, kar se tiče nas mladih poslancev, če se omejim na Evropski parlament, nas je kar precej in smo tudi precej aktivni, imamo tudi določene delovne skupine znotraj parlamenta, neformalno ustanovljene, ampak zato, da smo na kupu, ker se lažje potem pogovarjamo in dogovarjamo in mislim, da smo res, da se res poznata neka drugačna energija ali pa nek inovativnejši pristop do določenih stvari. In se res trudimo in tudi predsednica Evropskega parlamenta ima kar precej razumevanja za nas. V Renew Europe smo res izredno aktivni na tem področju in v bistvu smo že zdaj dosti doprinesli reorganizaciji določenih tudi znotraj naše hiše oziroma institucije, pa tudi znotraj raznoraznih zakonodaj. In ti novi pogledi in rešitve, ki jih potem prinašamo v življenje ljudi skozi neke zakonodajne postopke, vse to je usmerjeno ravno v izboljšanje razmer za mlade in jaz sem prepričana, da lahko tukaj neskromno rečem, da smo zato v prvi vrsti najbolj odgovorni
predstavniki mlajših generacij v Evropskem parlamentu. Ampak mi to počnemo na evropskem parketu, mogoče je prav, da tukaj pohvalim tudi kakšno mlajšo generacijo in na nacionalnem in na lokalnem, na lokalni ravni, ker vem za Gorenjsko, da vam gre kar dobro, ker vem, da je bil pred kratkim odprt mladinski center v Kranju, vem, da so mladi zelo angažirani, vem, da se da tukaj še ogromno stvari narediti, ampak vendarle sprejeta je bila tudi strategija za mlade do leta 2026, potem je bila tudi certifikat, mladim prijazna občina, dobljen, tako da aktivacija mladih se dogaja. Jaz si želim tega še več, ampak verjamem, da so mladi ravno na Gorenjskem z tega vidika tisti, ki so angažirani, nekako lahko zgled, tudi še za vse druge, zato ker je ključno, da se mladi zavedajo, da prek recimo Evropske unije lahko dobijo marsikaj boljšega, da so prednosti, se po mojem se zavedajo, ampak mogoče premalo so bili upoštevani, no, in poslušani nekoč. In mi, se pravi, mlajša generacija tam si res želi to spreminjati. Konec koncev je letos tudi Evropsko leto mladih, tako da je bilo že zato tudi toliko bolj izpostavljeno vse skupaj. Tako da ukrepov je ogromno. Jaz sedim ravno v teh odborih, ki se res tičejo mladih. Odbor za kulturo je bil omenjen, konec koncev sem še v odboru za okolje in v odboru za zaposlovanje. Ravno tam bomo v prihodnjih dneh obravnavali oziroma potrjevali zakonodajo glede platformnih delavcev. Vem, da veliko mladih dela tam in tudi s takimi stvarmi jim res želimo omogočiti boljše pogoje. Da pa je to učinkovito, pa moramo nekako tudi mlade prepričati, da ostajajo doma oziroma da ne grejo v tujino ali pa da se vsaj vrnejo, če se grejo recimo izobraževati nekam. Ampak to jim lahko omogočamo tudi ne samo prek zakonodaje, ampak tudi recimo z določenimi drugačnimi pristopi do dela, ker danes lahko marsikje ali pa marsikaj delaš od doma, to smo ugotovili in mogoče je to tudi treba več izkoriščati, kjer se da in kolikor se da. Prepričan sem, da se s tem vsi strinjamo, ker tudi, če smo zelo iskreni, zadnje čase je precej veliko govoric, kot vi lepo rečete, da je vse več v narekovaju zahtev ljudi po zamenjavi generacij, tudi na političnem parketu, se pravi, da je treba spremeniti nekaj, da v bistvu je treba poglede usmeriti v prihodnost in seveda zato tale vaš odgovor izčrpen zelo na mestu. Se pravi, če se dotakneva še ene zelo aktualne teme, energetske krize, ki jo analitiki zaradi evropske odvisnosti od ruskih energentov delno pripisujejo Rusiji in vojni v Ukrajini, kaj je po vašem mnenju vzrok zanjo in kako lahko omilimo njene posledice? Kako lahko kratkoročno, bom naštel kar vprašanje, če lahko do konca, kako lahko kratkoročno rešimo težave z visokimi cenami energije in če nam lahko poveste pri tem, kako nam lahko pomaga Evropska unija, naprimer s cenovno korekcijo ali pa s cenovno kapico teh usmeritev oziroma cenovno prilagajanje. Ja, to je tematika, s katero se res ogromno ukvarjamo v Evropskem parlamentu oziroma Evropski uniji na splošno, upravičeno, seveda, to je res glavna tema. Vzrok energetske krize je definitivno energetska vojna, ki jo poleg vojne oziroma agresijo, ki jo izvaja v Ukrajini, počne Rusija, ampak energetsko vojno pa vodi proti Evropi. Tako, na splošno proti Evropi. To pa počne zato, ker želi tudi s tem nekako dodatno oslabiti enotnost, in posledično podporo Ukrajini ali ukrajinskemu ljudstvu, če želite. Zdaj, mogoče je treba tukaj poudariti, da je Rusija zmanjševala te dobave plina Evropi še pred invazijo samo, tako da težave glede tega so se začele že prej dogajati in tudi zaradi tega so potem cene na trgu res poskočile. Ampak se je pa stopnjevalo definitivno po 24. februarju oziroma začetku invazije vojne in tudi zdaj, ko so se cene mogoče malenkost umirile, še vedno v Evropski uniji plačujemo bistveno več kot recimo čez lužo, v Združenih državah Amerike. Zdaj, kar se cenovne kapice tiče, absolutno po mojem mnenju bi bilo to zelo zaželeno, ampak v tem trenutku, kar se pogajajo še na Evropski komisiji, je ta
kapica še vedno postavljena previsoko. To bo še treba se pogajati v zvezi s tem, no, oziroma priti do nekega smiselnega dogovora ali smiselne rešitve, ampak verjamem, da na koncu bo. Druga rešitev je pa še subvencioniranje države, recimo tistim res najranljivejšim, ne samo prebivalstvom, tudi industriji, ki definitivno potrebuje pomoč, ampak to delajo vse evropske vlade. V tem trenutku, ker od ruske invazije naprej so vlade Evropske unije v ta namen namenile že več kot 700 milijard evrov za to področje in ogromno je načrtov še za prihodnje leto oziroma veliko več še teh sredstev, zato ker zna biti, da bo zaradi popolne prekinitve dobave plina situacija še toliko bolj zahtevna, kot je zdaj. Zdaj, srednjeročno, to sem govorila kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno je pa rešitev po mojem zelo jasna. To je pa usmeritev v obnovljive vire energije, definitivno, in v zagotovitev tiste infrastrukture, ki je potrebna za to, da smo res popolnoma neodvisni od fosilnih goriv, ki jih res uvažamo po previsoki tudi ceni, ne, iz drugje. Zdaj tudi tukaj se dogaja kar precej, oziroma je bilo ogromno tudi že storjenega na ravni in držav in na ravni Evropske unije in s tem se v bistvu potem dosega nekako dvojni cilj, no, se pravi ta energetska neodvisnost in zmanjšanje izpustov, kar je tudi pomembno, ne, z vidika podnebne krize, no, v kateri smo tudi. Ampak jaz mislim, da je treba najti res ene skupne rešitve, torej na evropski ravni rešitve, ne da vsaka država dela po svoje, ampak da se nekako harmonizira vse skupaj, tudi glede teh državnih subvencij že omenjenih, zato ker mislim, da ne bi bilo prav, da nastajajo neke prevelike razlike med državami članicami glede tega, oziroma potem bi lahko prišlo do tekmovanj na področju industrije in to ne bi prineslo nič dobrega, po mojem mnenju, za ljudi. Jaz se zavzemam osebno tudi za en tak sklad, ki bi nekako deloval po principu tega sklada za okrevanje in odpornost, ki ga imamo, ki smo ga v COVID času dobili zgodovinsko v bistvu v Evropski uniji, in potem bi ta sklad lahko porazdelili glede na potrebe držav članic industrije oziroma ljudi. In s tem bi se, po mojem mnenju, res lahko izognili temu kontraproduktivnemu tekmovanju. In ob vseh nedavnih podražitvah energentov in energetski draginji, tako po svetu kot v Sloveniji, je moralo jeseni svoje obrate začasno zapreti tudi jeseniško podjetje SIA Kroni, ki je del skupine Slovenska industrija jekla, ki je eden večjih zaposlovalcev na vašem območju. Kaj lahko država stori, da ne pridemo v situacijo, ko bi morali zaradi visokih cen energentov, predvsem zemeljskega plina in elektrike, zapirati podjetja in odpuščati delavce? Jaz moram najprej povedati, da je bil moj oče zaposlen v Kroniju v bistvu celo odraslo življenje, zdaj je v pokoju, tako kot sem že povedala, tako da jaz si to zgodbo potem tudi mogoče malo bolj osebno jemljem ali pa jo mogoče malo bolj razumem, no, in mi je zelo jasno, kako je s tem podjetjem na Jesenicah, ampak moram povedati, da slovenska vlada, pa ne samo slovenska vlada, tudi druge vlade držav članic v Evropski uniji, si res močno prizadevajo, da do takšnih scenarijev ne pride oziroma ne prihaja oziroma ne bi prihajalo, da se torej to breme razdeli med državo in podjetji. In jaz mislim, da je trenutno res velik del teh težav že naslovljen in da je tudi Slovenija za prihodnja leta za industrijo našla neko rešitev, da ne bo prihajalo do kakršnih koli izgub konkurenčnosti ali boh ne daj izgub delovnih mest zaradi teh razlogov. In jaz sem prepričana, da če bo potrebno, če se bo izkazala potreba, da se bo te ukrepe še dopolnjevalo in dopolnilo. Konec koncev je dr. Robert Golob, predsednik vlade, iz tega foha, če lahko tako rečem, in se zagotovo še najbolj med vsemi zaveda in zagotovo je izredno kompetenten za te stvari, tako da jaz nekako ne dvomim v to, da bo na koncu glede tega se vse uredilo tako, kot se mora, oziroma da se bo pomagalo čim bolj. V skrajni sili
če bi prišlo do nekih, groženj glede izgub delovnih mest, bi se lahko vzpostavil nek sistem čakanja na delo, naprimer, kot smo ga poznali med tako imenovano COVID krizo. Lahko bi se tudi tukaj te rešitve nekako preslikale, ampak po zadnjih podatkih, kolikor sem jih tudi jaz zasledila, se industrija v bistvu presenetljivo, lahko rečemo, res dobro drži, glede na vso to situacijo, oziroma dobro prilagaja, no, tako bom rekla, na ta porast cen in vse skupaj. Tako da je tudi to nek dober znak, da bo na koncu vse tako, kot mora biti, oziroma da bo čim manj težav na tem področju. No in zdaj, pred zaključkom, vaš mandat je v začetku leta prešel v drugo polovico. Kako ocenjujete delo Evropskega parlamenta v tem sklicu? Kaj vam je všeč, na čem bi še malce delali in kaj bi takoj spremenili, če bi lahko? Zdaj, ta naš mandat je bil že od praktično začetka zaznamovan vedno z nekimi ali izrednimi razmerami ali pa vsaj z neobičajnimi ali pa zgodovinskimi, razmerami. Najprej se nam je zgodil Brexit, praktično takoj, ko smo nastopili mandat, res prvič v zgodovini je Evropska unija zapustila država, in to ne kar ena država, ampak dejansko velika država, ne, ki je bila več desetletij del te skupnosti, skoraj pol stoletja, oziroma pol stoletja približno. In to je veliko več, kot je stara konec koncev naša država, samostojna. In smo se s tem ukvarjali kar precej, potem se je zgodil COVID, tudi s tem smo se potem kar precej ukvarjali. To je bilo nekaj seveda zgodovinskega, svet se je obrnil na glavo, tudi Evropski parlament oziroma evropske institucije. In zdaj še ena taka izredna stvar, absolutno, je pač nažalost vojna v Ukrajini, ki je tudi zelo, s katero se tudi precej ukvarjamo, no, tudi mi v Evropskem parlamentu, kar je seveda upravičeno, zato ker jaz moram na tem mestu še enkrat povedati, da odločno, jasno in glasno ves čas obsojam in to vojno in vse pretekle vojne, vojne zločine, genocide, agresorje, teroriste, če želite. Skratka, zelo jasno to dokazujem tudi z dejanji in glasovanji, in v Evropskem parlamentu res se trudimo pomagati, kolikor se da, ne samo v Evropskem parlamentu. Evropska unija nasplošno absolutno obsoja, in jaz sem prva, ki obsoja to agresijo in to, kar počne Rusija, oziroma bom bolj konkretna, Putinov režim. Tako da tudi s tem je zdaj ogromno ukvarjanja, sva že govorila posledično potem o vsej energetski krizi, ki se dogaja zaradi tega. Tako da ves čas smo v nekih takih neobičajnih, res razmerah. Tudi ta mandat je z tega vidika zagotovo zelo poseben, ampak kar se tiče ocene na splošno Evropskega parlamenta, mogoče, če se kar omejim na to, kaj bi jaz spremenila. Prva stvar, ki bi jo jaz spremenila, je, da Evropski parlament dobi samo en sedež. Torej, da se ne selimo iz Bruslja, pa malo Strasbourg, pa malo spet Bruselj, pa Strasbourg, ker je to čista potrata in z finančnega in z okoljskega vidika, pa ne z mojega finančnega vidika, ampak dejansko z vidika financ, v bistvu vseh davkoplačevalk in davkoplačevalcev, ker gre čisto za brez veze ogromno enega denarja za to. Nažalost ni odvisno od mene, koliko sedežev ima Evropski parlament, če bi to bilo že zdavnaj urejeno. To je absolutno prva stvar, ki bi jo spremenila. Meni je vseeno, ali bi bil v Bruslju, ali bi bil v Strasbourgu, samo da bi bil nekje na enem mestu. Druga stvar pa mogoče ta, da si želim več informiranja ali pa ozaveščanja ljudi v zvezi s tem, kaj mi počnemo. Ker v tem trenutku se mi zdi, da je nekako to selektivno, oziroma da marsikdo del politike tudi izkorišča določene stvari za razne manipulacije in sprenevedanja in dezinformacije in popolnoma izmišljene stvari. In potem ljudje dostikrat temu kar slepo verjamejo, tudi ravno zaradi tega selektivnega informiranja. Tako da tega si mogoče res želim več, zato ker se nam dostikrat očita, da smo zelo oddaljeni, da je Bruselj zelo daleč, pa bi res rada, da smo bliže ljudem. Jaz osebno lahko rečem zase, da se res trudim biti nekako z ljudmi, kolikor se da, in ne želim, da me imajo za nekaj več, ker nisem, ali pa da sem več vredna, ker tudi nisem. Marsikdo od kakšnih kolegic in kolegov pa to nažalost misli. Tako da to bi jaz spremenila, predvsem
Ker vidim pa, da so take poteze, torej, da se obnašaš normalno, bom tako rekla, in da se pogovarjaš z ljudmi na nek razumljiv način, ne pokroviteljski, da jaz ne vem vsega, ne, in nisem najpametnejša na svetu in to je nekaj čisto, po mojem mnenju, normalnega. In vidim, da so tudi pozitivni komentarji, ne, niso samo negativni, o katerih sva govorila, tudi pozitivne dobivam in potem v bistvu vidiš, da je res vredno. Evo, zelo lepo, naj se pohvalim, da sem bil na ogledu v Bruslju in da tam sem pozabil številko, ampak ravno potrditev te vaše, da bi moral biti sedež samo eden, ne, je bila izrečena neka številka, kakšno število kamionov se pripelje sem in tja za prevoz dokumentov, da se to seli takrat na ta plenarna srečanja v Strasbourgu in te stvari. Tako da takrat smo se v bistvu, ne bom rekel zgrozili, ampak zelo na glas zasmejali, ko smo slišali številko. Tudi zgrozili bi se lahko, brez problema. Tako da v bistvu bi bil res smisel to narediti, ne pa verjetno vso administracijo in vse te stvari, zmanjševanje stroškov, po katerih smo vsi, če rečeva tako na rekovajih, na jezikih vsi zelo močni, ne, v bistvu je tle, bi bil en tak signal zelo močen. No, pa da v bistvu v sproščenem vzdušju končava tale najin pogovor, ki je bil res izčrpen in jaz mislim, da so gledalke in gledalci uspeli spoznati Ireno Jovovo tako privat, kot tudi seveda povsem profesionalno, to, kar je vaša funkcija in ki jo zelo, zelo uspešno upravljate. Predno vam dam besedo, da nagovorite gledalke in gledalce, naj v bistvu izkoristim to priložnost, da ob zaključku leta v imenu vseh nas zaželim, da vam dobri možje, katerikoli že, prinesejo en zvrhan koš optimizma, nasmeha takega, kot imate, seveda zdravja vam in vaši družini najbližjim, veliko sreče, veselja, zadovoljstva in seveda, da še naprej tako uspešno zastopate Slovenijo, kot jo do zdaj. Hvala lepa v imenu vseh. Zdaj pa vas prosim, če vi nagovorite naše gledalke in gledalce ob zaključku leta. Hvala. Najprej najlepša hvala tudi za vse želje in absolutno vse enako in vse dobro želim tudi jaz vam. Seveda pa želim vse dobro tudi vsem, ki nas gledate in poslušate. Želim vam v prvi vrsti ene mirne božične praznike, preživete v krogu najbližjih in želim vam en čudovit prehod v novo leto, za katerega vam želim, da bo še lepše, še boljše, predvsem pa zdravo. Mislim, da je to, če do zdaj nismo ugotovili, pa res najpomembnejša stvar. Poleg seveda tudi sreče, ki vam jo tudi izredno iz srca iskreno želim. Jaz si želim svet brez vojn, brez neenakosti in brez tako očitnih razlik med revnimi in bogatimi in želim si svet brez idiotov, ki mislijo, da si lahko vzamejo vse, kar jim paše in brez tistih, ki mislijo, da lahko brez posledic manipulirajo in lažejo. Mogoče se je to zdaj slišalo utopično in naivno, ampak želje so lahko naivne. Vendarle pa ne želim, da to ostane samo na želji. Jaz si res iskreno želim tak svet. Nažalost, sveta ne morem spremeniti, niti iz te pozicije, na kateri sem, čeprav bi si marsikdaj želela, ampak ni odvisno od mene, še enkrat bom rekla nažalost. Vendarle pa delam vse za to, da spreminjam ta svet na bolje, pa tudi čez nekimi majhnimi koraki. In če bi to vsi počeli, bi bil svet lahko veliko lepši. In v bistvu tudi vam želim, da spreminjate svet na bolje in da ste uvidevni in da se zavedate, da se da in da ni zaman. Vse dobro.